The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Bum bam, dobrodošli nazaj, še en kolesarski ček. Danes je pa z mano Martina. Živja. Z Martino sva šla čez en trening, ki ga boste videli v vlogu čez vikend, po moje v soboto popoldan. Ona je pa dala tudi ven sistem v bistvu za kolesarje, trening kolesarjev, je osebna trenerka, ki v zadnjem času se je odločila, da bo več kolesarila in tako da bova šla zdaj na začetku malo čez njeno zgodbo, zakaj je v bistvu sploh, kako to je prišlo sploh do tega, da je dala ven program za kolesarje, kako poteka, kako aplikacija deluje. Jaz sem danes naredil v bistvu tudi prvi trening po tej aplikaciji, tako da je vse zelo simpel za uporabo. Če jaz znam, pol bo vsak znal. Sem neki. S katerim tednom si ti zdaj začel, ker že nekaj cajta treniraš? Ok, cool. Tako da, to je to. Dobrodošla. Živja. Si bila danes že na trenažerju? Bila. In? Kaj? Kako je šlo? V redu? In koliko si mogla nastaviti FTP? Zakaj? Povedala sem, da bo šel to ne velja. Ne vem. Kaj ne veš? Zakaj moram to povedati? Mislim, se ne rabiš, se ni nič tazga. A koliko sem mogla nastaviti? Ja. Ne vem, samo je nastavila, nisem gledala. Koliko je pa nastavila? Kao ne veš, nakladi. Koliko imaš FTP? Premal. Je pa okej, se ga nisi delala tudi, ko si bila spočita, pa tako, ampak koga pa imaš? Koliko pa misliš, da ga imam? Rekla si, da si prišla do 260. Ne. Kaj s tabo? Nisem mogla prijeti. 230, se ti pravim, pač ful slabo. Ja, ne vem, 190. Ok, greva naprej. Ne bo se. Ja, ne vem, koliko ti pol da od tega stran. Ja, ful veliko. Ok, 150. Ja, 150 FTP? Ja, malo čez. Malo čez 150. Ja, okay. Ful slabo. Ja, zakaj je to prav, slabo? To je 2,8 na 54 pa pol. To je 2,8 na kilo. Na kilo, ja, ok, sam sej, koliko si letos si naredila 2000 kilometrov? Ja, zdaj imam 2700. Ja, no. Kaj? Se kaj si pa mislila, da bo šla na 300 vatov? Ja, ne, sam take cilje, ki ti postavljaš zame, človek se kar boji na računalnik pogledati pol. Sam povem, ne? Tako jaz se res bed počutim, ko mi ti pol rečeš 190, ja, valjda. Ok. Čakaj, se pravi, čez en mesec bo spet naredila FTP, bomo pol videli, kako pa kaj bo šlo. Se pravi, midva sva, v bistvu ti si se lotila tega programa, zakaj? Zato, ker sem jaz šla prvič letos na kolo, smeti toliko skurcev. Probi si mikrofon tako, nižji. Ja, kako? Tako. Ker sem šla letos prvič na kolo, si meti toliko skurcev, da sem šla kar pod mizo. To ni res. Res si me drugač. Ne se... Ok. Zdaj da dava malo konteksta. Se pravi, midva, ki sta šla oziroma letos pomlad še v fitness, sva praktično za noge delala skoraj na isto kil. Jaz sem delal mogoče 10% do 15% več. Ja, na leg pressu, ne vem, koliko si imel več. Jaz sem imel 240. Ja, ok, ja. Dobar. Jaz sem imela 210. In je bilo pač meni čuden, se pusva kakšne te daljše, ampak če so krajši, je tebe pač zelo hitro zmanjkalo, pa ful visok puls imela. In je bilo pač... Še vedno imam. Ja, no. In je bilo pač meni čuden, kako da se ne prenese ta moč iz fitnessa pol na kolo. In to si pol pač tudi sama šla čez. Ja, mene je to pol začelo nervirati, ne. Tako da jaz njemu nisem mogla dopovedati, zakaj, da ni vse sam pač, koliko ti dvigneš, ampak pol, če tudi v pred sezono, ne vem, moraš to prenesti v eksplozivnost in tako naprej. Tako da sem se pač hotela malo bolj poglobiti v to, kakšna je razlika treningov, ne vem, če delaš sam za spreminjanje postave oziroma
pridobivanje mišične mase ali pa pač za enega, ki hoče biti boljši na kolesu. In kaj si zdaj skozi ta let ugotovila, v bistvu, kako zdaj, ki si se mogla kar nekaj naučiti, da si sploh dala ta sistem ven, ne? V bistvu ta program ven, in kaj je v bistvu tista, ne vem, kaj so glavne točke? Ja, prva je, kako greš čez to, oziroma pač koliko cajta to poteka, različne faze so, ne? Zdaj, kako pač ti treniraš v fitnessu med sezono kolesarsko, pred sezono, pa v off-seasonu, kar je pač zdaj do januarja, februarja. To, da večinoma kolesari v fitnessu delajo noge, sicer tudi za zgornji del, pa velik za kor, ampak pač noge so tisto glavno. Na začetku off-seasona pač, da ti odpraviš razlike desne in leve strani, a ne, ko poganjaš vsako nogo posebej. To sta že s Petro govorila v podcastu. Pol pa pač, da dobiš svojo maksimalno moč na določenih vajah, a ne. Se pravi, delaš večinoma kompleksne vaje, se pravi, to so počepi, deadlifti, izpadni, ne delaš izolacijskih vaj, ki so večinoma, ne vem, targetirajo samo eno mišico, pa so večinoma bolj za pridobivanje mišične mase. Zdaj spet odvisno od kolesarja, ne, če ima pač kvadre ful močne, pa zadnjo ložo recimo ful slabo, mora dobiti neki mišične mase tudi na zadnjo ložo, ne. Recimo, primer, ali obratno. Okay. Ja, kaj? Ne vem, sam tale program, ki si ga naredila, je kar, po moje vaj noter je zelo velik, skoraj da ne za vsak dan v tednu si naredila, da lahko neki delajo, ne? Ja, a si pogledal? Dejansko pač treninga za moč imaš ti 2. Ja, treninga za moč, ampak vsak dan v tednu pa lahko naredi, rečemo, nekaj tudi doma ali pa kakorkoli, ne? Ja, zraven imaš na razpolago še 4 vodene, ne vem, stretchinge in mobility. To pač lahko delaš doma, to ni za v fitnessu. Pač so pa posneti celi, tako da si lahko pržgeš, te vodi čez cel trening oziroma raztegovanje, mobilnost, ampak to je tako čist poljubno, ne. Mislim, definitivno bi vsi mogli, ne vem, tudi na treninge, na dneve treningov v fitnessu, a ne, imaš na začetku v ogrevanju, oziroma imaš 6 minut ogrevanja in po teh 6 minutah imaš vedno še 2 vaji za mobilnost. Ok, jaz sem danes se prav naredil ta week 3, day 1 vaje in mi je vzel 1 uro 30, uro 40 brez unih na konc, se pravi sam za moč sem jih. Tok? Ja, nisem mogel. Dobar, sej. Mogoče bi lahko 5 minut hitrejš, ker sem se z enemu prijatelju malo zapričal, ampak kaj več kot to pa težko verjamem, da bi lahko. Sem prav gledal tam, da ima mene 2 do 3 minute pauze, s tem, da na koncu ziher sem imel manj pauze. Tako da, ker so v bistvu sploh te, ker so z eno nogo, ne, ki jih delaš, pač te že malo uničijo in pa greš takoj še na drugo in tam pač takoj delaš dlje časa. No. Se pravi, da najprej sploh povejo, da bo folk vedel, o čem govoriva. Ne? Se pravi, program traja 12 tednov. Prve 2 tedna je v bistvu bolj uvod v program, se pravi adaptacija pa za tehniko, sploh ne vem, če je nekdo začetnik v fitnessu, a ne, je bolj na easy, bolj da pravilno začneš delati. Potem pa je od 3. do 6. tedna imaš prvi sklop za moč, 7. teden je deload. To pomeni, da se malo spočiješ od tega, ker je kar intenzivno, a ne. Sploh v tem prvem sklopu za moč imaš ful več enonožnih vaj, zaradi tega, da odpraviš pač sploh ne najdem besede, se pravi, če je ena stran šibkejša kakor druga. Pol imaš pa drugi sklop za moč, ki je pa več sonožnih vaj, zaradi tega, da pač res priješ do svoje maksimalne moči, a ne. In še 12. teden je pol v bistvu že prehod v pre-season, ki pa
upam, da bo prišel. Okay. Pa pol boš najbrž naredila tudi med sezono, kaj pa kako? Ja, definitivno, ampak med sezono je itak to enkrat na teden večinoma vsi hodijo ful manjše kile oziroma pač to, da vzdržuješ, pa da da nisi pol zmatran za na kolo, ne. Ker recimo ti treningi, če pač delaš tako, kakor je treba, je kar potrebne ene regeneracije pol. Sploh recimo ta prvi, ki je za kvadre sam, se mi zdi veliko težji, kakor pol trening. Ja, jaz danes prve 3 vaje so une, ki te po moje najbolj uničijo. Ja. Pol naprej rečemo, da dokaj kakor to gre, sam si po teh vajah že toliko gotov je pol, je kar težko naprej delati. Da mi boj, razlike so pa kar velike, tako koliko ponovitev se dela. Nekje je bilo napisano 8, nekje 10, nekje 12, nekje po 3 serije, nekje 4. Zakaj te razlike? A si pogledal priročnik? Ne. Zraven. Se veš, da moški ne beremo Ja, zato je, moraš si ga prebrati, ne. Okay. Tebi se bojo ponovitve itak iz tedna v tedna manjšale, ne. Pač ti imaš tudi lestvico napora, ki ne vem, če si jo upošteval, in na podlagi, ne, ja no, se pravi, glede na lestvico napora, ne, so tudi ponovitve. S tednom v teden bo ta lestvica se višala in tebi se bojo pač ponovitve manjšale. Okay. Ker pač ti boš, ne vem, dvignil kilažo in boš težko pač pol naredil isto ponovitev, ne. To je pač v bistvu princip, da pač ti priješ do maksimalne svoje moči, recimo za 5 ponovitev, 3 ponovitve. Ne moram ti pa v prvem tednu, potem, ko si delal uvodne treninge, dati 5 ponovitev, pa a ne. A misliš, da bi v aplikaciji lahko dala noter tako, da si ti en pop-up pojav, pa preden začneš nujno preberi to? Ker jaz, pač jaz mislim, nisem vedel, da lahko moram bi v priročnik opombe pobrati. napisala, ne. Mislim v opombe tam, kjer je dejansko narejena opis v angleščini vajčen, kdo ne more poslušati video posnetka ali pa je iz tujine. Ne vem, bi lahko dala noter v, ne vem, poglej si na strani. Mogoče bi tudi problem, ker sem štartal z 3. tednom. Ker če bi na začetku, ne vem, si na začetku kaj povedala, da je ta priročnik, da se ga pogleda. Po mojem imaš v videu, ki sem ga dala na Instagram. Aha, ok. No, tako da veste, tisti, ki boste vzeli tele vaje, priročnik si še prej preberite. No, mislim program. Pa rekla si še, da si nek popust za vse, ki poslušajo, da ga lahko izkoristijo, mogoče lahko poveš kodo. Ja, ti jo povej, vse veš. Ja, approved 20, se pravi APPROVED 2.0. Ampak nisva sploh povedala, ne, imaš opcijo vzeti cel program, se pravi vseh 12 tednov, Ja. pa imaš opcijo na razdeljeno, se pravi 1. mesec, 2. mesec, 3. mesec. To zaradi tega, recimo, če bi kdo rad sam videl malo, kako zgleda, pa se pol odloči, ker še v ceni je pač cena malenkost višja, a ne, ampak koda velja samo na cel program. Mislim, jaz sem vzel cel program, pa je prišlo $120. Meni se to ne zdi, zdaj, glede na to, kaj vse je noter, pa kako je obrazložen. Ja, se ni. Pač okay. sam moraš vedeti, da ne vem. Ja, no, pa če sem vzel ta program, je vse lepo razložen, tudi sam si zapisuješ, koliko kil imaš, ne vem, se mi zdi, da je tudi opis itd. Mogoče edina graja, ki jo imam, ki vem, da me ti skozi popravljaš v džimu, bi bilo ful fajn, če bi tudi pri vsaki vaji sej načeloma, ka veš, a ne, že veš, kako moraš skozi dihati pa vzdihvati, ampak vzdihvati. Ja, no, jaz sem glih pri tej, kaj je, veš, kaj v bistvu ponašaš pedal. Ja. Sem se spomnil, ko sem v fitnessu, ko sem delala, ne. Sam se v videu, si poslušal video? Ja. Res?
Mislim, tudi od vsake vaje sem Po moje pa v vsakem videu jaz povem, kje narediš vdih, kje stisneš, pa kje. No, sej, možno sem tudi kaj pol na koncu mi je že toliko modil, da sem, ja. Ampak, ja, mislim, kar se tiče samih vaj, je kar, pa se mi zdi, da prvič, ko greš čez to, moraš itak, ko bi rekel, jaz sem si skoraj konstantno dvigoval težo, nisem si je edino počepu, pa kaj se reče tem, ko imaš uteži v rokah? Bulgarian split squat. To. Tam si nisem. Pri drugih sem si pa skoraj da ne, pri vseh dvigoval. Ja, no, zato je cool, recimo, če narediš na prve 2 tedna, a ne, sam ti nisi še zdaj začel v fitnessu, tako da je pač logično, da si šel na 3., ampak da približno ugotoviš, kje je una teža, ki je tebi v bistvu lahko, a ne, mislim, da imaš v prvih 2 tednih, ne vem, 6 RPE, se pravi lestvica od 1 do 10, kar pomeni, da imaš tako še, ne vem, 4 ponovitve, 5 v rezervi. 4, 3. Okay. Ta program v bistvu ti pomaga k temu, da dobiš večjo moč na kolesu, plus še, da se, ko bi rekel, mišice adaptirajo na kolo, pol se pravi v tej pre-season fazi. Kaj? A ja, sem te razumela, pazi, ko sem bila tako koga. V bistvu je cilj tega off-season programa, se pravi, da odpraviš neenakomernost, pa dobiš maksimalno moč, ki jo pol, ne vem, v pre-seasonu preneseš v eksplozivnost, kar ti šele to pol pomaga. A ne, to je bil problem tega mojega problema, zakaj jaz te moči nisem mogla. Tam imaš pač ful več enih eksplozivnosti, ne vem, vaje prav za eksplozivnost, da lahko to svojo maksimalno moč pol preneseš, a ne. Ker pač razlika v fitnessu, ti delaš vse ponovitve dosti počas, a ne. Ni, da pač ti porinaš na polno, ti pa na kolesu nimaš glih kadence, ne vem, 50, a ne, da pač lahko to moč počasi obračaš, ker ne moreš. Tako da vse se povezuje ena faza z drugo, ne, mislim. Ja, se pravi, v bistvu tukaj se dela zdaj, ko bi rekel, na maksimalni moči, še vedno je pa treba pač kolo komponirati zato, da se to pač prenese pol spomlad tudi na cesto. Ja, sam pač si ti že pri sebi opazil med sezono, ne, ker nisi v fitnessu nič bil, ti je pač ful padla moč. Ja. Ja, meni je šlo ja. Čeprav so vsi rekli, da je še zmeraj dosti letel, ampak jaz sem opazil zdajle, mislim, že danes, ko sem delal, v nedeljo, ko sem ida delala, se pravi, danes je sreda, se mi je zdelo že dosti lažji. Sploh enonožno sem delal, mislim, da 10 kg več, kakor sem midva delala, sicer sem trpel, pa ful mi je čuden, ko z desno nogo bolj težko delam, kakor z levo, s tem, da imam desno kao širšo po obsegu in mi je čist čuden. Sam tudi to, kar si ti rekel, ne, ta poškodba je stara že koliko cajta. Jaz sem imel na levi poškodbo. No sej, ampak koliko cajta od tega? Ful. Ne. Pač ti bi nekako to mogel že uravnovesati, pač, a ne bo skozi tako. Noge imam še vedno, se jih prav vidi, da je pač leva, da je malo bolj suha, kakor pa desna. Ja. Sam se je lih to, ne, pač ni od velikosti mišične mase odvisno, kakšna je tvoja pač power, ki jo lahko potisneš, a ne. Ja, mislim, meni je sam čuden, da imam v bistvu, da sem z desno bolj težko delal, kakor pa z levo. Ti si desničar, a ne? Ja. Mislim, se to drugače, če ponavadi bolj... Z levo brcam, z desno pišem. Čuden. Kjero imaš pa odrivno? Nimam pojma. Ok. Ne, sej pač ne vem, mislim, da je ful folka misel, da če si desničara, ne imaš desno močnejšo, sam ni sploh nujno. Recimo jaz pri strankah opazim, da je prej kontra, kakor
Ne, jaz sem to sam mislil iz vidika, ker je obseg pač noge Razumem. je pri desni, ampak ja. Na začetku so pozabila omeniti še, koliko časa si že osebna trenerka, koliko časa že Nekaj te bom prekinila. Ja, povej. Če si na, recimo, če se nekdo tega loteva, ne, pa vidiš, da si na eno nogo ful močnejši kot na drugo, moraš vedno močnejšo prilagajati šibkejši. Ne na uno močnejšo delati pol full kill, kar jih lahko, tudi če ti je lahko, pa pol na levo, a ne, ker pač pol se to naprej podaljšuje. Ja, Ni da uravnovesiš, ja? Koliko časa sem osebna trenerka? Pozabila so te v bistvu dobro predstaviti na začetku. Ja, delam od leta 2019, torej 6 let. 6 let. Ja. Okay. Kako to, da si se v bistvu sploh zdaj lotila te kolesarske Ja, ne vem, ko v fitnessu premalo trpim, pa sem se odločila, da bom trpela še nekje drugje. Ne, pač, ne vem, se mi zdi, da ko greš na kolo, recimo, ko sem šla kdaj na gorca, pač to mi res ni bilo. Pol pa ne vem, ali ti je, ali pa ti ni. Pač probala sem takrat s tabo, ne morem, verjetno, če mi ne bi bilo všeč, pač ne bi. Pa da ne bi videla, da lahko nekje napredujem, recimo, da bi bila pač, ne vem, skozi slabša ali pa slaba ali pa, ne vem, meni to pol ne potegne. Delala bom nekaj, kjer vem, da pač imam še lufta, pa da tudi, če trpim, lahko napredujem, pa zdi se mi, da lahko, sej, ali ja, a bom ali ne, bomo pa videla, ne. Kaj si pa vse ugotovila, zdaj, ko si delala ta program? Ne vem, v primerjavi pač s tem, ko zdaj si delala, tako kot si rekla, za v bistvu preobrazbo telesa, zdaj kle pri vajah za kolesarje pa mogoče vse skup se niti preobrazbe, pride sama po sebi, ampak ni to prvi faktor. Ja, da ful mal zgornjega dela delajo, a ne, moraš vedeti, da ne vem, recimo, ajde zdaj bom dala prav specifično bodybuilding, a ne, čeprav jaz nisem bila glih direkt v tem, ampak rekompozicija postave, a ne, recimo. Tam treniraš 6-krat na teden, to pomeni, da moraš vsako mišično skupino delati 2-krat na teden, če hočeš, da mišica raste, vizualno raste, a ne, ne delajo toliko na moči, se pravi, ful manj ponovitev, večinoma sam te glavne težke vaje, sicer jaz tudi, ko sem trenirala, ne še s tem namenom, se mi zdi, da sem tudi imela bolj te osnovne, ker pač nisem glih marala unih izolacijskih, kilaža pa tako. To pa ful poudarka na stabilizaciji pa koru, tako res, ne vem, folk večinoma misli, da ne vem, delati za kor pomeni, ne vem, 2 vaji, plank pa hrošč in to je to in valjda noben ne dela, ker se mu ne da. A ne, pa ti pa dam eno simple vajo, pa držiš tam 10 sekund. To so te lahko nasmejali v sobotnem vlogu. Ja, tako da pač je kar enih, ne vem, tudi za mobilnost ti rata zabavno delati, ko veš, da ne vem, ko vidiš napredek, a ne. Nikoli ti ni dobro delati nekaj, ko pač ne vidiš nič iz tega. Pa ti rata dolgočasno. Pa ko vidiš, da si boljši pač nekje drugje zaradi tega, kar delaš, pač, ne vem. Jaz se ne spomnim, da sem lani delal full vaj za stabilno za kor, ampak sem imel full močnejši kor, kakor ga imam zdaj. In mi ni jasen, kje sem jaz zgubil zdaj to v 6-7 mesecih, ker zdaj se mi zdi, da sem slabši, kakor otroci, ki grejo v vrtec, pa te bi po moje ful boljš delali, kakor res. Ja, moraš vedeti, da že, če ti delaš sam ful težke dvige, a ne, deadlift, pa počep, tam pač v bistvu ti toliko stiskaš kor, da že s tem se ti jača, a ne. Pač to je ena stvar, zdaj pa pač ti, če si po cele dneve sam na kolesu, a ne, pa da ne dihaš tudi na kolesu, ne vem, če bi rekla, da ful kolesarjev pazi na to, da diha. Čeprav pri moških, recimo vi že nasplošno dihate s trebušno prepono, a ne, ženske večino, se pravi, se pravi, ženske pa večinoma dihamo čez prsni koš, a ne, in je pač to ful slabše.
tudi recimo utrip je zaradi tega tudi višji verjetno. Pri ženskah. Ti imaš utripa na kolesu, da ne vem, a živ tam spredi ali pač, koliko si imel utripa v soboto? Ne vem, ker nimam pulza. Ja. Zdaj ga sploh ne nosim, kaj brez Pač. Nizek. Noro. Ja, kaj so se pogovarjale? Ja. No, pač večinoma si na kolesu in tam pač v bistvu kaj češ tam jačati, kor? Če ti nisi delal nič, ne vem, tudi po moje, ki si ti, ne vem, jogo delal dosta, ne, že iz tega pač dobiš ful. Ja. Če pa nisi delal, valjda, da, ne vem, vse poglej, ne vem, kakšen si bil v zgornji del, ko si treniral, pa koliko hitro ti je. Jaz se ni tako hitro padal, je trajal 10,000 kilometrov, da sem Mislim, ti si po širok po naravi zgori. A ne? To pa ja. Pač tako, ne vem, rame, če pogledaš, ampak če pa pogledaš, ne vem, prsne mišice, pa tako pa ne moreš reči, da si ful dolg rabu, da je to. Usahnal? Ne, zelo hitro usahnal. Pač, nisem vedela, kako se izrazim, da ne bo pač. Ok, se pravi, ta program je zunaj, ti treniraš po programu, zdaj mi pa še povej, kako je pa, rečemo, za vse kolesarje, kako bi jim pa svetovala, rečemo, da oni zdaj trenirajo še v tem času, ko imaš vaje za gibljivost, kakorkoli so pač še zraven, ki jih lahko delajo takrat, ko niso te vaje za moč v fitnessu prav. Mogoče bolj, da ti poveš, kaj boš pa še ti delala ostale dni v tednu. Kaj bom jaz delala? Se pravi, 2-krat na teden bom v fitnessu. Ja. 3-krat na kolesu. Ok. Danes je bilo prvič, koliko časa si bila gor? Nisem bila samo 1 uro, zato nisem imela več časa. Kaj pa bom šla na trenažer za pol ure? Se pravi, 2-krat ne bi imela, oziroma to sem jaz malo ChatGPT-ja vprašala. Okay. Pa dobro, si tudi ti rekel. Ne vem, 2-krat po moje bom imela pač sam, ne vem, cona 2, tam, ne vem, uro pa pol, recimo. Pa enkrat sweet spot, neki. To bojo vedeli. Kaj? To bojo vedeli. No ja, boljše kaj jaz verjetno. Tako da sem si mislim, da sem si sama v Swift dala pač kot trening, tako kot je on napisal. Zdaj ti ne znam povedati na pamet. Točno, ampak ja, to. Ker načeloma sicer bomo videli, kaj si ti rekel narediti čez 1 mesec spet za FTP, ne? Koliko pa misliš, da bi se to zboljšalo? Mislim, definitivno verjetno na podlagi utripa tudi, ker jaz sem bila, pri meni je bil ful velik problem, da sem jaz odnehala z to, ker pač moj srce aj čau. Zdaj noge pa ne vem, kako bi bilo, če en dan ne bi trenirala, sicer nisem imela neki muskelfibra, ampak še vse te hitrej zakisli, ne, definitivno. Tako da. Pa tudi vprašanje, a si jedla tako dosta ohajev, si bila? Nisem jedla sem 2 uri prej, ne dosta ohajev, verjetno, nisem pa hotla. Že en dan prej bi mogla. Ja, se vem, ja. Ampak tako, kad delam je pol ful težko, ne, ker sem jaz pač cel dan leteča in ja. Ne, po moje, da bi prišla še kaj več, ker FTP načeloma takrat, ko začneš rečemo malo bolj redno trenirati, pa bolj s tem namenom, da se zboljšaš na kolesu, se ti praktično povečuje z meseca v mesec. Ja, sama ni tako, da pač je boljši FTP, če ne vem, imaš ful boljši VO2 max. Pa mislim, ja, to so pa pol intervali bolj intenzivni pač tudi. Sam definitivno ne v off-seasonu, ne. Zato pravim, da mi je čuden, da bi se mogel ful zboljšati, če zdaj večinoma delaš cono 2 pa. Ja, mislim, to imaš prav. Jaz sem se v bistvu zdaj bolj gledal iz vidika, kako je v sezoni, ko začneš pač s temi intervalnimi treningi. Jaz mislim, da sem prišel iz cirka 300 na pol, se pravi do Franje je bilo koliko 5000 kilometrov, sem imel že 350. Kaj 350 FTP? Ja. Je kis pa delal ti
test. Ja, zunaj. A ja, ok. 350. Koliko je to na Jaz kilo? imam 90 kg. Ja, to je res, ja. Koliko je to na kilo? No. Lahko zračunava na računalniku. Ja. Škaj me je fascinantno, vse verjetno zdaj si bojo vsi smejali, ko so več na kolesu, ampak ko si na trenažerju porabiš ful manj, kakor zunaj. Ampak tako ful manj. Ja ne vem, če gledaš recimo na konc porabo kalorij. Ne, Ja, moglo bi v bistvu več. ne. Ja, Pol pa jaz sem mogoče šla- zaradi tega, ker zunaj pretiravaš. Ja ne, sam pač ne vem, zunaj imaš tudi veter v glavo, pač Ja, bolj saj, moraš biti pretiravaš. stabilen. Namesto da bi šla pač počasneje zunaj, sem, ker gledaš kilometre na uro, hočeš še hitrejši in pol si skozi s pulzom, kaj sem kje visoki in kad ti bolj srce dela, pol tudi več kalorij Sam ne bi ponucaš. rekla, veš, ker tudi zanč, ko sem naredila en trening, ker si nisem še nastavila FTP-ja, Ja. ker sem začela unga, ker pač sem bila pol tako, ok, to je čisto preveč nastavljen, ker sem si nastavila na 200. In pač sem imela isto full pulza, pa pač ne vem. Tako da, ne vem, vpraš koga, ki je na trenažerju, ker me res zanima, ker jaz, ker sem vprašala, da niso za foro, ker vem, da je ona rekla, da ima ona isto, ampak Ja, mislim, jaz vem, da na trenažerju bi porabil manj mogoče zaradi tega, ker skozi moraš poganjati in pol mogoče nimaš, saj jaz se ne spomnim takrat, koliko sem intenzivno tudi delal, ampak takrat vem, ker mi je vse dol padalo, pol spomlad, sem čist preveč intenzivno se vozil na trenažerju in pol, ja, se mi ni glih nekaj ekstra dal. Koliko sem pa pokuril, pa mislim, da je bilo okrog 600 kalorij, tam okrog 45 minut. jaz sem 50 imela minut. danes, ne vem, če sem jih porabila 300, čak da jim prav pogledam. Je že, sem ti imaš tudi full manj kil. Ja, dobro, sam pol pa mogoče meni narobe računa, ko sem jaz zunja, ne, ker nimam power metra, pa Strava zračuna na podlagi Ja, to bo itak. utripa, pa že Oni- itak ja. moč, ki ti jo da na Stravo, je tako. Mislim, ja, moraš gledati, ja, ne vem, koliko ti pa zračuna, pa lahko tam greva čez. Kaj? Ja, meni zunaj, ne vem, rečemo kaj podobnega, ko so šla zdaj v soboto, mi bi zračunal, po moje, da sem jih tam Jurija 300, Jurija 400 imel. Ja, meni jih je v soboto, ko sva bila... Kaj? Ja, povej. čaki. Jurija 100. Danes pa recimo, ko sem bila 1 uro, pa zanj sva isto naredila, ne vem, 166 višincev, pa danes sem imela 187 kao, sam to je pa No in bom pogledal. 341 danes. Meni se zdi to ful mal, Ja, to bo je mal, ja. tako da pač Za ne, 1 uro je to mal. tako da ne vem, kaj je fora. Za te kile bi mogla imeti, po moje... Pa tudi recimo na koncu, ki bi mogla imeti do 145 utripa, ne vem, za polka zadnjih 10 minut sem imela 150. Una mi je logična, ker pol pomeni, da si za 1 uro približno porabila 500 kalorij. Ja. Pri tebi mi je to Tudi, nekaj ko sem delala normalnega. recimo razpeljavo zunaj, pa sem pazila na utrip, ja, pač ne vem, da sem ga imela 120, 130, sem porabila 600. Okay. Tako da, Da greva zdaj midva še na trening v Ja. soboto. Kaj opaziš pri teh, ki jih treniraš, oziroma pri meni? Kaj so une ta glavne napake, ki jih mora pač folk gledati, paziti pri sebi, ko bojo rečemo vzeli ta program? definitivno to, da se naučiš najprej pravilno dihati. A ne, se to tudi, če si pogledaš, ne vem, priročnik zraven, imaš opisano razliko dihanja čez trebušno prepono, pa dejansko v fitnessu, ko moraš pač ti cel trebuh stisniti, da pač ne prenašaš pol teže, ne vem, na ledveni del pa tako. Tole, ker tudi, ko pravilno dihaš, si ful močnejši. Ne, da tam, ko moraš ti potisniti moč, recimo, kakor je bilo pri tebi, si velikrat izdihnil, a ne? Se pravi, popustiš vse in ja. To tehniko, se pravi,
osnove, ne vem, če ti greš čez osnove, kakor so deadlifti, pa počepi, tudi, ne vem, vse naprave, ki so jih lahko dost hiter obvladaš, ker na napravah je itak ful lažje, ker te pač vodi čez sam gib, basically. To, pa da približno res oceniš, ne vem, glede na lestvico, ne vem, ti tudi, ko misliš, da pač je to, da ne moreš več, a ne, da se pač vprašaš, a je res tako, ne vem, bi naredil še 2 ponovitvi, pa bi pač pol tretje ne več dvignil, ali imaš to samo v glavi, recimo to imam jaz ful pri strankah, a ne. Ona mi reče, bi naredila z 1 kilažo še 2 ponovitvi, pa za nalašči pač dam za narediti, ne vem, namest 10 ponovitev 13, a ne, pa mi pol spet reče, da lahko še 2, a ne, pol ni bilo že pri prejšnji kilaži tako. Ja, se mi zdi, da je ful velik plus za vse, ki bojo, rečemo, po tem programu delali, pa da bi te vzeli še kot trenerja zraven, je ful velik plus, da te imajo zraven zaradi tega, ker vsak, ki misli, da sebe lahko zbrca do te meje, se zelo težko, kakor takrat, ko je še nekdo zraven. Ja, moraš biti kar en mazohist. Ja, pa tudi fora je, da ne vem, ko naj rečem, ampak že ta, ko imaš enega zraven, veš, da če boš kaj narobe, ti bo pomagal. Sploh pri kakšnih takih vajah, ki so malo, ki moraš z večjo težo delati. Ne. Rečemo počep, ne vem, jaz zdaj ga ne bi upal, rečemo 110-120 kil narediti. Pač niti ga ne bi probal, niti enkrat sam ne narediti. Sam zato imaš recimo v fitnessu ta varovala, ne? Ki si jih naštimaš spodaj, se pravi tok do tvoje globine oziroma malo nižji, da ti, če ne moreš več dvigant, pač spustiš sam dol. Sam folk tega ne uporablja. Ja, no sej. Ok, če bi izvarovali, teda, ja, bi upal. Ja, drugače pa definitivno težko, tudi, ne vem, 3 ponovitve, ne vem, jaz, ki sem delala počepa, ne vem, 100 kil mi tudi ni bilo lih lagodno, da bi sama delala, pač, a ne, da sem imela enega zadnji. Ja. Sam nekdo, ko dobiš ti enega začetnika, ne moreš pričakovati tudi to, da v enem mesecu boš prišel na, ne vem, a ne. Ja, pa se mi zdi, da tudi to, ko si rekla tehniko, se mi zdi, da ko delaš sam, probaš ali prehiter, ali kaj narobe dihaš, ali kaj sem kaj. Ker rečemo, ne vem, že jaz danes vem, da sem zadnji 2 vaji sem delal zelo na hiter, ker se mi je mudil in po moje, da bi imel lahko, kar se kil tiče, bi lahko delal še več, ampak ker se mi mudil, nisem mogel imeti toliko pauze vmes in sem pač tako naredil, kakor sem. Pa tehnika tudi sem skoraj ziher, da ni bila ta prava. Se mi zdi, da imaš ta pravo tehniko takrat, ko se res matraš. Mislim, to je zdaj dvorezen meč, kar si rekel na koncu. Da imaš tehniko ta pravo, ko se... Mislim, če ne gledam razumem, jaz kaj... pri deadliftu, pa pri počepu, se mi zdi, da lepš probam dihati, pa kontrolirati vse skupaj, kukar mogoče pa eni vaji, ki se ne bojim, da tudi, če mi kaj nazaj skoči, se nam kaj pravi. Ja, to pa res, ja. Sicer pač spet odvisno, kakšnega trenerja imaš, a ne? Jaz sem mislim, če si sam, ne? Ja, ampak tudi, ko si rekel prej, da je pač bolj šmet. Jaz sem definitivno ful picajzlasta, tako da pač lahko poveš, koliko jaz težim. Do te mere, da on pač se odloči, da ne bo več delal. Če pogledamo lani sklece, recimo. A ne, pač, ko on meni reče, da lahko naredi, ne vem, 20 sklec, pa mu jaz začnem zraven težiti, pa sva pareni, tako... Ja. Ne, mislim, kar se tiče treninga v fitnessu, si orang, ja. Ne bi zdaj to pomenil. Ja ne, pač tako hočem reči, da kot trenerka si pač... Ja, pain in the ass. Ja, si fajn, ja. Zaradi tega, ko pa se pravilno dela in je pač si res gotov pol na konca. Ne. Sem se fora je, da itak zaradi tega gremo v fitness. Ja, ampak tako na začetku, ko nekdo prije k meni, velikrat slišim to, da so oni čist zmatrani na koncu zaradi tega, ker jaz toliko težim s tehniko, kakor to, da bi bil od same kilaže. Ne. Se pa sem itak definitivno težim tudi s kilaže, sam dokler tehnika ni. Ja. Mislim, ja, če tehnike nimaš. Ok. A imaš še kaj tazga, kar se tiče samega programa, da mora folk paziti, da poveva?
Ali pa mogoče, kaj more... Vse vaje so, ne vem, posnete, pa razložene, to po mojem sploh nisva povedala. Ja. Pri vsaki vaji imate v bistvu video zraven, pod tem videom je še v angleščini opis vaj, plus še, da si sami pol zapisujete kilažo noter, ponovitve so pa že prednastavljene. Tudi v aplikaciji, recimo, ko si narediš profil, imaš se pravi ti tak treka, kjer dneve si imel, recimo. Lahko si zapisuješ opombe, obvaje. Koliko si zmatran, kaj si jedel, koliko si spal. Ta teden, recimo tako kilažo, ki si delal ta teden, ko greš drug teden, ne vem, če pozabiš, ti piše za nazaj. Tako da meni se zdi aplikacija zelo lepo pregledna, pa ne vem, cool za uporabniško izkušnjo, ker sem kdaj imela, ne vem, kakšne aplikacije, ki mi res pač niso potegnila in nisem niti uporabljala. Ne, meni je bilo kle dobro, ker sem sam po swipeu, pa sem bil na naslednji vaji in si že ti govorila in je to. Ker recimo ti si tak, da to pač ne bi uporabljal glih, če... Ali, no, ker si me že zanč vprašal, če lahko dobiš Excel. Tako da, ampak, ne vem, vse lahko veš realno tako. Mislim, sej izkušnja in vse se mi zdi, da je ful dobro zaradi tega, ker vsako vajo pač opišeš in pol saj veš, da boš pravilno delal. In jaz vem, da si bom vsakič preden začnem, si bom pač spet pogledal. Zato že ne vem, pri kakšnih, da daš kolembal noter. A veš tako, take stvari, ki jih ti vse pač veš, ki smo boomeri, pač delaš nekaj po svoje in v bistvu pol ne targetiraš te prave mišice, ne delaš, pač malo, da tudi ne dihaš pravilno in je vse narobe. Pač je zguba cajta, skoraj da nekaj pa pravilno delaš, je pa... Ampak ni pa, da bi bili videi moteči, da bi jih mogel skozi pogledati, ker recimo pač, ko se ti zdi, da znaš, lahko tam tudi klikneš, da imaš sam, ne vem, da si sam zapisuješ kilažo in to je to. Ja. Ok. Zdaj pa še povej, kakšni so cilji za naslednjo sezono, koliko kilometrov boš naredila? Ne vem. Odpeljati Vršič Mangart v enem šusu? Mam je slabo rada. Ne, jaz bi ful rada, sam jaz ne vem. Ne vem, če lahko zdaj podam, kaj bo drug let. Kaj sem bom videla, po moje od tega, koliko dobro bazo bom zgradila zdaj čez zimo, pa toliko, da jaz malo svoj puls, ne vem, umirim, po moje to mi je glavno, ker se mi zdi, da me to ful omejuje, pa vseh niti ne toliko moč v nogah. Sicer sem jaz naredila isto napako kot ti, pa sem letos prvič, ne vem, v kolikih letih, odkar treniram, nič bila v fitnessu zase. Tako da se tudi pozna, sem jaz ful zgubila na moči, zdaj, ko sem nazaj. Delala sem, ne vem, zdaj 90 kg deadlifta, pa mi je bilo kar težko, no. Koliko si pa to naredila? 8-krat. Ampak ne Romunca. To boš imel v treningu B, pa bi jaz to ful rada šla s tabo čez, da jaz vidim, da te malo... Ok. V soboto si te lahko pogledali, se pravi ta vlog, da vidite, kako ona mene, kako bi se ona svoje stranke trenira, v bistvu tudi v džimu. Lahko se te malo nasmejali, ker sem jaz kar trpel, pa za Švico sem po moje, še začel nisem, pa sem že Švico orang. Tako da tisti, ki trenirate noge, pa niste prešvicani v fitnessu, ne vem, kako jih to vi delate, ker jaz po moje ta prvo vajo, ki naredim, ta drugo serijo, pa sem že gotov. Ne pozabite, imate v opisu, se pravi, povezavo do te aplikacije. Koda, se pravi, je approved 20, je isto v opisu noter. Si poglejte, meni je top, ker se mi zdi, da mi delajo une mišice, ki si jih čutim tudi na kolesu. Tako da, sem pa šel zdaj v bistvu še čez eno vajo, lahko mi čez en mesec spet pišete, pa bomo takrat, če kaj povedala, bo pa Martina nazaj prišla. Če vas karkoli zanima, napišite še spodaj v komentarje, pa bo čez en mesec spet prišla, pa bo šla takrat čez vsa vaša vprašanja. Tako da, Martina, hvala, ki si prišla. Malenkost. Še to, Black Friday, klepajte na
cycling, pa si kaj lepega kupite. Do naslednjič, sončki, uživite. Čau.